Med poletjem pa ni mirovala niti opozicija, ki se je iz nekega nenavadnega razloga še zmer kliče kul. A je kot tisti debel sošolc, ki smo ga vsi klicali, ta suhi. Kakorkoli, dejavna je bila predvsem stranka LMŠ in s tem ne mislim, da je gospod Šarec spravljal seno, čeprav ga je moral, ker baba ga ne zna. S tem mislim, da je gospod Šarec svojim kolegom poslal pismo o povolilnem sodelovanju. Če povzamemo, pismo sporoča troje. Za razliko od nas, Janša in njegovi prijatelji niso kul. Dajmo skupaj oblikovati vlado in prodam rumen Tomu Vinkovič. Zdaj, to zadnje je sicer neuradno. Tako kot so neuradne informacije, da podpisu Šarčevega predloga ni naklonjena stranka SD. Poglejmo. Kot poroča spletni portal N1, se SD z zavezo o nesodelovanju s strankami trenutne koalicije ne strinja. Fajonova pa naj bi na torkovem sestanku poudarila, da bi s takšno zavezo vnaprej izključili povolilno sodelovanje tako z NSI kot tudi s SMC in Desusom. Zlobni jeziki torej namigujejo, da se nekaj kuha med gospod Tanjo Fajon in gospodom Toninom. To je seveda čisto natolcevanje. Pomislite, tudi če bi to nenavadno sodelovanje volivci ene in druge stranke nekako še oprostili gospodu Toninu, povezave z rdečimi nikakor ne bi oprostil njegov bog. In pod bog ne mislim šefa nebes, pač pa šefa vlade. In kako se je odzval ta isti šef? Tako, da je ta vikend pripravil čisto svoje vabilo za sodelovanje z njegovo stranko. Kdo bi se takšni časti sploh lahko uprl? Edina stranka, ki se je na vabilo odzvala, je Toninova NSI, ki je pripravljena sodelovati z vsemi, ki delijo njeno vizijo razvoja Slovenije. Velik ne kakršnemukoli sodelovanju z največjo vladno stranko, pa po pričakovanju iz opozicijskega četverčka LMŠ, SD, Levica in SAB. Ok, vzamem nazaj. Očitno so se vabilu uprli vsi, razen gospoda Tonina. Če kdo razume, kako osamljeno se v tem trenutku počuti gospod Janša, sem to jaz. Ker vem, kako je, ko v osnovni šoli k sebi povabiš cel razred, pride pa sem en čudak z verouka. In medtem, ko je bil moj pogoj večerna toaleta, sta pogoja gospoda premierja striktno upoštevanje slovenske ustave in delovanje za skupno dobro. Čeprav so to predvsem državotvorni pogoji, zlobni jeziki vseeno namigujejo, da je to približno tako, kot če bi vegansko društvo sodelovanje z njimi pogojevalo s tem, da moraš naravnost oboževati svinjsko pečenko. In kaj na to poreče gospod mojster slikovitih prispodob, Marjan Šarec? Glede na to, da se začenja novo šolsko leto, bom uporabil šolsko prispodobo. To je nekako tako, kot bi največji pretepač in zdrahar v razredu postavil pogoje, kdo lahko sedi z njim v klopi, vsega pa vsi izogibajo. Kaj ne rečem drugega kot, kdor zna, ta zna. Gospod Šarec čez poletje vsekakor ni izgubil občutka za šarcizme. Česar pa za njegov občutek za modo ne bi mogli reči. Glejte to majico, no? Večjo stilsko napako, kot v tej upravi bi naredil sam, če bi prišel v tej upravi. Bi pa tako oblečen lahko vsekakor rekel, Janša, si ti sem malo zajebava, še sem trapaska baba. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.